En prav lep pozdrav, končno obljubljena tema, sem jo kar preučila, kar fajn, ure in ure sem vložila v zadevo in praskala po ljudeh, ki to vejo in ustvarjalcih, programerjih. Tako da eni so se mi že kar zapomnili, ampak pridno, vljudno odgovarjajo, saj najboljše, a ne, ker jaz nisem tako zelo not v kriptu, dolgo časa, nekaj let in, ene stvari mi še niso čisto jasne in potem pač sprašujem, pa še moja logika, moj je majčkeno drugačen, kakor so ti matematiki, programerji. Jaz imam dosti bolj drugačen širok in pa tako sem zelo tehnična in in neka pravila mi morajo biti jasna, tako, po vrsti, po regelcih, drugače mislim, neko filozofiranje meni ni, ne. Tako da, evo, jaz vam podajam moje mišljenje, moje razmišljanje, moje izkušnje. To ni finančni nasvet, nikakor ne, vi se sami odločite, a greste v tak projekt ali ne. Jaz vam bom pa danes povedala pluse pa minuse, ki jih jaz vidim pri teh zadevah, tako da se lahko odločite v bistvu, za kaj gre. Zdaj, morala bom narediti share screen, samo da ga najdem. Takole. Yes. Tako da bomo videli vsi, za kaj gre. Torej, govorili bomo o Bajsu pa o Timu. To sta dva nova kovanca, ki ju je izumil Deepcatcher, Colt, ki je zraven za promocijo, skupaj delujeta, ampak Deepcatcher je pa ustvarjalec tega kovanca. On je že ustvaril Maxi, Maxi je odlična zadeva, dobro dela, ampak ste ga zamudili. Maxi je enkraten, tisti, ki niste vložili vanga, tisti, ki ste, pa super, a ne, ke sledite mojemu kanalu, pa ste obveščeni v bistvu, kdaj kaj je, pa greste lahko tudi pač noter, če želite. V Maxi sem jaz nekaj vložila, zato ker je meni to eden najboljših projektov, kar se mi je zgodilo, zadnje čase, in sicer zaradi tega, ker, majhni vlagatelji pridemo zraven. Se pravi, pri Heksu je tako, da če vložiš na dolgi rok, pa velik znesek dobiš največ, a ne. Zdaj, če 10 plus let vložiš, potem, dobiš 40% rewardov oziroma pač yielda, donosov. Manj ko vlagaš, manj imaš, donosa, a ne, manj, pa manjši, ko je znesek. Tako da ta skupinski vložek je res ena dobra ideja. To je programska koda, ki je preverjena, Deepcatcher je vložil svoj denar, plačal v bistvu, ta prave revizijske hiše, ne kar enega z ulice, ampak res prave revizijske hiše, kjer moraš vložiti precej milijončkov, da dobiš revizijo, da je tvoja koda v redu, da deluje, da ni škodljiva za ljudi, gre za finančne hiše, a ne, finančne hiše, ki revidirajo, a je, ta finančni instrument res prava zadeva. In Heks je prvi pridobil, to revizijo in vsi ostali, ki so vezani na Heks, tudi pridobivajo te revizije, zaradi tega, ker hočejo biti transparentni in kljub temu, da so decentralizirani, hočejo biti transparentni in pa da imajo neko, da dajejo skupnosti res neko veliko vrednost, in zato je meni heksikanska skupnost super, vedno bolj se širi, kar je fino, in moje osebno mišljenje je, da slej ko prej bo decentraliziran sistem, finančni sistem prevladal v tem svetu, ko se pač bo zvrnil ta, ki ga poznamo, centraliziran sistem, in več centraliziran sistem imamo, med njimi je tudi Bitcoin, je zelo podoben, ker je Bitcoin ima odprto kodo in noter lahko kdorkoli vtakne karkoli. V bistvu inflacijo so vtaknili noter. Zdaj, kaj je inflacija? Inflacija dejansko, v teh sistemih centraliziranih pomeni samo to, da nam kradejo denar, da nam kradejo tisto, kar mi, zaslužimo. V bistvu to pomeni, da je tretja oseba zraven, ki pobira nagrade od
trgovanja in vsega tega, kar pač od vložkov, kar bi nam morali pripadati, poberejo lastniki tega in denarja in mreže, in to je v sistemu, ki ga mi zdaj poznamo, in pa v večini kriptosistemih, ki so še bolj kruti kakor ta evrodolar sistem, v katerem zdaj smo. Tako da to je res moje osebno mišljenje. Jaz mislim, da je to prihodnost in da se nam lepa prihodnost piše, ampak je tako, da vsak bo moral poskrbeti za svoje finance. To pa je. Vsak bo moral biti izobražen, moral bo vedeti, kaj finance so, kako z njimi upravljati, delati, poznati tehnologijo, če bo želel biti znotraj tega sistema. Ni pa nujno. Lahko ste čisto izven tega sistema, vendar teh privilegijev in pač stvari, ki jih prinašajo ti sistemi, ne boste imeli. To se vsak odloči. Nekdo se je odločil tudi, da gre sred puščave živeti svojo družino, skromno v bistvu, in je srečen in je brez denarja, brez sistema, ampak to moraš res iti tja, kjer ni zemlja last nikogar, ker drugače moraš plačati davek, da tam lulaš pa kakaš. Ja, zdaj pojdimo kar pogledati. Bom probala biti čim bolj kratka in jedrnata in pa hkrati čim bolj izčrpna, zakaj gre pri vsem skupaj. Zdaj, Maxi lahko kupite. Zdaj, vložiti se ne da več, on je zaklenjen za 15 let in je ogromen vložek, ogromen t-share, ogromna delnica, ki jo jaz pa večinoma vas, ki tole poslušate, ne moramo doseči z lastnim denarjem, ker nimamo milijard v ozadju, in to je bil kar, mislim, nekaj čez 50 milijonov smo zbrali vsi, ki smo vložili v Maxi noter, in to je zelo, zelo velik t-share, Pojdite na moj video pogledati, pa boste videli, tam imate tudi v opisu, kako preverjate, kako gre Maxiju in ga lahko opazujete. Zdaj, tisti, ki ste zamudili, lahko do njega pridete tako, da ga na trgu kupite od nekoga, ki se ga je znebil, ki se ga hoče znebiti. In imejte v glavi, dajte ga držati, nikamor ga ne dati, dajte ga imeti tistih 15 let, zaradi tega, ker je to res eden največjih vložkov in bojo rewardi, nagrade ogromni. Po 15 letih bo Maxi resnično vredna zadeva. S tem, da je tudi deflacijski, kar pomeni, da jih je vedno manj na trgu, ker se čim vi Maxi zamenjate za Hex, se Maxi skuri. In ga je vedno manj. To, kakor se ga je v tisti fazi, ko smo ga mintali, klajmali, v bistvu, ko si ga rezerviral, ko mintaš, v bistvu ga dobiš na denarnico. Jaz sem ga to je bil Hedron. Hedron, ja. To je tudi fajn, da v bistvu dobite zraven tega projekta tudi Hedron. O Hedronu si pa tudi poglejte moj video, kaj to je. To je ena res krasna fajn, ki je pač programer Alex sprogramiral, ki je tudi bil zraven pri Hexu, in Alex res razume in kripto in finančni sistem, programiranje in tehnologijo, in če imaš to združeno v ene osebi, si res zmagal, tako da smo res lahko veseli, da imamo Alexa v naši družini heksikanski. Zdaj, Base to je enoletni skupinski vložek. Zdaj, prvič se bo menjal 1:1. Naslednje leto se bo menjal 1:1 proti 1,14 in tako naprej. Vsako leto v bistvu dobite manj heksa za Base, tako da, če ste se odločili, recimo, da bi dali za 1 leto Hex stake, pa da je to, zdaj, če se odločite, da bi dali 1 leto Hex stake, Hex vložek sami ali preko Base, je absolutno odgovor, da je Base bolj vreden, definitivno, ker bo večji znesek in nagrade bodo bistveno večje.
No, in malo bolj varno je vse skupaj v bistvu. Zdaj, Deepcatcher je rekel, da so za varnost poskrbeli, da bo nobenih udorov se ne bo dal, in pa oni ključev definitivno ne bojo izgubili in pa nekdo bo odstejkal zadevo, ne bojo pozabili na stvar, a ne. Ker so napake ljudi, ki dajejo v hex stake, a ne. Se pravi, ali pozabijo, ali izgubijo ključ, izgubijo denarnico, to recimo, in potem seveda izgubijo stake, a ne. In izgubijo denar in vse te stvari, ampak je hex in vsi ostali so tako narejeni, da če se to zgodi, ali pa da človek umre, na primer, a ne, pa nihče nima ključev do njegove denarnice, potem bo ta stake izkrvavel. To pomeni, da bo pač takrat, ko ga je treba vzeti ven, bo potem 14 dni časa je, da ga vzamete ven, potem se pa začne počasi po procentih odvzemati od tega stejka in na koncu po 5 mesecih tega stejka nimate več. Glavnice ničesar, a ne. Kam to gre? Gre v mrežo, ker je decentraliziran, ker ni lastnika, ne gre nobenemu v žep, ampak gre v žep vsem, ki smo noter, ki stejkamo, ki smo takrat v tem bazenu, v poolu heksa, a ne. In to je decentralizacija in to je pravičen sistem, če mene vprašate. Prednost tega, recimo, da vi sami date noter ali pa preko Maxija, Base in Tima. Prednost preko Maxija, Base in Tima je v tem, da je vaš heks dejansko oziroma stake likviden. To pomeni, če se vi vmes premislite ali pa če pridete v neko ogromno stisko, potem lahko odstejkate, imate potem kazni za to. Kazni se izplačajo tudi seveda mreži, se pravi ostalim stejkarjem, vlagateljem, ali pa da to prodate nekomu, ki bo pa držal ta heks, ta stake ali pa maxi stake ali pa base ali pa stake, ali pa team stake. In vi dobite denar, on pa pač bo potem na koncu žel vaše nagrade, glavnico in vaše nagrade bo žel na koncu, a ne. Tu gre seveda na dražbo in kdor da več, tisti kupi in to je to. In tako lahko pridete zdaj do Maxija. Da se na trgu je in se da do njega prideti, a ne. Čakajte, samo da pogledam, če slučajno, Maxi, evo, tukajle imamo čart od Maxija, zdaj je cena 0,11 oziroma skoraj 0,12 centa, je vseeno, gledamo dolar evro, ker sta že 1:1. Torej takole, na začetku je šel Maxi gor, to je bila faza, ko smo vsi klajmali, mintali, in potem so milijarderji odvrgli to na trg in to je tole. Tale dip, a ne, pač nekateri, ki tega ne potrebujejo, so tudi zelo znane denarnice, zelo znani ljudje, ki jih nekateri družba nekako ne sprejema več, jih nekako ne barajo, zato ker ti ljudje izčrpujejo heks, Maxi in vse ostalo in nam ostalim majhnim vlagateljem povzročajo tole, a ne, dipe. Zdaj, dip je, se pravi padec, je slab za tistega, ki hoče v tem trenutku prodati, v tem trenutku, a ne, je slab. Če pa držiš na dolgi rok, pa to ni slabo, zaradi tega, ker tukaj imaš šanso. Tukaj je priložnost za nakup novih sredstev, ki so zelo nizko. Zdaj, sredstva po mojem mišljenju bojo še padala, a ne. Dobro, če gremo nazaj pogledat, torej tole smo, to je Base. Se pravi, vi morate najprej vložiti v Base. Base je enkrat na leto. Se pravi, letos bo prvič in potem bo zavedno. Zavedno se enkrat na leto ponavljal. Se pravi, enoletni stake vložek in se konča in potem se takoj vloži naslednjega. Vi lahko vmes skočite noter, ampak vsako leto bo malo manj heksov za dobiti.
Kot da če že mislite iti noter, se splača zdaj, dejansko. Če ste se tako odločili, da boste šli noter. Tim. Sicer zdaj 3, 6, 9 let, ko se je odločil Deep Catcher, zdaj se je odločil takole, da bo Base 1 leto, Trio bo 3 leta, Lucky bo 7 let in Deci bo 10 let. Tako se je odločil, to je bilo na začetku zaradi teh Teslovih številk Nikola Tesla. In zdaj tako, če hočete iti v tim, morate iti najprej v Base. Najprej morate imeti Base. Če hočete iti potem v tim, torej na 3 leta, stake 7 let in pa 10 let, potem morate menjati Maxi za tim. 1:1, Ampak najprej morate imeti likviden Hex. To je osnova. Zato, ker vse ti projekti so narejeni za podporo Hexu, za podporo ljudem, malim vlagateljem, da lahko pridejo do velikih donosov. Zdaj tudi na krajši rok kot 15 let. In pa podpora Hexu, da bo čim več vlagateljev noter, zaradi tega, da kaj se zgodi, ko bo veliko vlagateljev noter v Hexu? Cena ne bo več tako nihala. Cena ne bo več odvisna od teh velikih OG-jev, ki pridejo noter z milijardami in zaslužijo in vzamejo ven in odvržejo Hex na trg in pade dol cena, tako da Hex ima prihodnost, ampak po mojem bo trajalo 10, 15, 20 let, da bojo ljudje vsi prišli noter, večina ljudi, da bo prišlo noter, da bojo dojeli v bistvu, da je ta decentraliziran sistem najboljši. Dejansko je ta trenutek je najboljši za moje pojme na svetu. Boljš ga ni, trenutno ni. Ima konkurenta, ki se bo 9. septembra lansiral, o tem sem že naredila video, in bom tudi pred tem, preden se bo lansiral, še enkrat, ko ga testiram zdaj, se pravi, Hex in pa ta konkurent imata neke prednosti in slabosti drug proti drugemu, tako da se boste lahko sami odločili, kako pa kaj. Jaz sem rekla, da bom v oba vlagala in bom videla, kako bo. Zdaj, vložila bom tudi v Base pa tim nekaj. Ne bom veliko, zaradi tega, ker jaz najbolj verjamem v Maxi. Maxi se mi zdi, da je najbolj okej, pa Hex je najbolj okej, pa Hedron je najbolj okej. Za moje pojme so to 3 paradni konji, za katere se res splača truditi. Ja, zdaj tole na 3, 7 in 10 let, to se bo tudi ponavljalo, Se pravi, vsi kovanci Base, Trio, Lucky in Deci se bojo lansirali ob enem. Naenkrat. To se bo vse naenkrat lansiralo in vi se boste odločili. V bistvu, seveda, v Base morate iti, če hočete iti potem v te 3 naprej, Drugače ne gre, tako je pač narejena koda. In zdaj, pozitivno je to, da ko se to stejka, vi dobite potem ven, na koncu stejka dobite Hex plus Hedron, pač te Base, Trio, Lucky, bla, bla, to se vse skuri, kar pomeni, da so ti kovanci deflacijski. To pomeni, da jih je na trgu vedno manj. Zdaj sem razmišljala o Base, Trio, Lucky, Deci, oni se ustvarjajo potem z novimi stejki, tako da Maximus je edini tisti, ki je res orang deflacijski. Mislim, to je pa res deflacijski coin, to pomeni, da ga je resnično vedno manj na trgu. In deflacijski so recimo tudi T-shari od Hexa. Vedno manj jih je na trgu več, ko je stejkerov menjenih na trgu in bolj gre cena gor. Hex je zaradi tega meni fantastičen izum, ker tudi če gre cena tako dol, kot je šla zdaj, za 80%, 70% ali pa več, ne gre T-share, ne gre dol. Cena T-share, dajte preveriti, dajte pogledati moje prejšnje videe, kako se to naredi, boste videli, da je cena T-sharov za
heks vedno višja. In rešitev za tak dip, kakor je zdaj, ko jaz bom morala naslednji mesec začeti odstejkati, in če bo še vedno cena tako nizka od heksa, definitivno ga bom zbirala. Ga bom zbirala in ga bom vložila naprej, ampak ne več na 1 leto, to nikakor ne, ta poizkus se mi ni obnesel zaradi krize in kriza bo trajala še dlje časa. Tako da po 15-20 letih pa pričakujem, da kriza že ne bo več toliko kazala zob, ampak star sistem ne more tako hitro se spremeniti v nove stvari, tako da pač lahko pričakujemo, da kriza nam bo delala velike težave naslednjih nekaj let, trajala bo pa verjetno dolgo, po vsej verjetnosti. Okej. Zdaj te trio, laki in deci sem razumela, da se bodo lansirali pred Bejzom. Tako da čisto tehnično mi ni čisto jasno, to mi je malo misteriozno, ker boš imeti Bejz, da lahko imaš te 3, ampak se trio, laki in deci lansirajo prej. To mi ni čisto, ampak nič hudega. Takrat, ko se bojo te stvari lansirale, bo vse jasno, bom naredila tudi video, tako da boste vi takoj prvi dan, bom probala zadeve in vam bom povedala, kako pa kaj naprej, tisti, ki nimate toliko izkušenj. Zdaj, pozitivno je, zdaj kaj je razlika še, recimo, če vi sami stejkate ali pa če date skupinski stejk. Če pogledamo, v bistvu, zdaj ti skupinski stejki so fajn, zaradi tega, ker dobite večje nagrade. Dobili boste tudi nagrade od teh kovancev, ki jih bojo ljudje ali izgubili, ali ključe izgubili, ali umrli, ali kakorkoli, v bistvu ne bojo te nagrade od tega, ko se bojo pač skurali ti kovanci, grejo vse stejkarjem. Dejansko dobiš dvojne nagrade in iz teh kovancev in še za heks, v bistvu mreža. Še heks mreža vam potegne noter nagrade. Zdaj, mi si to ne predstavljamo dobro, kako to gre, približno si lahko predstavljamo, bomo pa videli čez nekaj let. Stvari so nove, tako da ne moramo točno predvideti. To se ne da. Zdaj, zelo velike teorije na internetu, vsi hvalijo, kako bo to super in ne vem kaj vse. Ja, lahko bo, ja, lahko ne bo. Zakaj? To so pa moji pomisleki. In sicer vse skupaj temelji na teoriji igre, pa ne samo heks in laki in deci in trio in bejz in tako, ampak tudi dejansko dolar, evro, bitcoin in vse ostalo. To je vse teorija igre. Zakaj? Zaradi tega, ker recimo, ko vi greste v evro-dolar sistem, mi smo se že rodili v ta sistem, nismo niti vedeli, da ni nujno, da greš noter v ta sistem. Pač smo se rodili v tem sistemu in v šoli so nas naučili, da je to edino, nujno, tako mora biti, drugače ne more biti, ampak to ni res. To ni res, to je v bistvu naša odločitev, da uporabljamo ta sistem. Dejansko je naša odločitev in zdaj, odkar je kripto, odkar so decentralizirane stvari, ljudje to dojemajo, da lahko izbirajo tudi druge sisteme. In ko bojo vsi ljudje to dojeli, bo super, zato ker bojo izbrali tisti sistem, ki jim bo najbolj ustrezal. In bojo šli pač v tisti sistem, ki jim bo največ dal, ko bojo imeli finančno svobodo in ko jim ne bo noben jemal zadev in jih zapiral in pač grozil, da morajo tako govoriti, se tako obnašati in to kupovati in biti srečni pa nič imeti. Tako da malo razmišljajte o teh stvarih. Kripto je tukaj res naredil dosti veliko revolucijo. Ampak kaj pomeni teorija igre? To dobesedno pomeni, nekdo si igro spomne, pozna pravila in ko se priklopiš v to igro, lahko dobiš ali pa izgubiš.
odvisen je, koliko poznaš pravila. In če ne poznaš pravil evro-dolar sistema, če ne veš, kako to funkcionira, boš reven. To je dejstvo. In isto je v kriptu. Boš izgubil. Če ne poznaš, če ti ni všeč, če greš na silo v neko zadevo, tudi če greš na silo kupovati zlato, boš izgubil. Ker ne poznaš pravil igre in ne veš, kako se obnašati, ne veš, kako delati to zadevo. Sploh je najhujše, če prepustite svoje finance drugim, tretjim osebam. Takrat pa nimate nobenega nadzora nad svojimi financami in temu delu življenja. Nimate nobenega nadzora, ne? In to je kar strašljivo. Jaz tega ne želim več. In sem šla ven iz tega in hočem imeti finance v svojih rokah. Zdaj, to so sama predvidevanja. Deepcatcher je predvideval, kako se bo trg obnašal. Predvideval je, kako se bo ljudje obnašali, glede na njegove izkušnje do zdaj, glede na izkušnje iz kripta, in glede na ostale izkušnje, ki mu pomagajo ljudje iz borz, iz Wall Streeta, in tako naprej. In predvidevajo obnašanje vnaprej in lahko, da bo šel svet v to smer, lahko pa, da ne bo šel v to smer. Tako da, ampak nimaš kaj narediti. Jaz v te stvari več ali manj verjamem, vlagam, zaradi tega, ker verjamem, da bo. Če pa ne bo, pa nič hudega. Pač ne bo. To sem si v glavi pač uredila in tako je. Zdaj, težava je lahko, recimo, če se ta vložek konča v slabih časih, ampak jaz bi ga rešila tako, kot sem vam rekla. Če so slabi časi, enostavno daš stejkati naprej, pa za dlje časa, in to je to. In si zmagal, ne prodajati v slabih časih. Ko so slabi časi, ne prodajajte sredstev nikar. Kupujte jih takrat. Ne prodajati. Zdaj, en problem iz tega nikakor ne morem. Kovanci se menjavajo, Hex, Maxi, Tim, Base, bla, bla, se menjujejo med sabo z zažiganjem, to so pari. Pri parih je en velik problem. To sem videla pri yield farmingu. Problem je, če oba kovanca dobro delata, je super. Je odlično. Če pa eden od kovancev ne dela dobro, ti pa potegne vse dol. Dejansko je to lahko velik problem. Tako da Hex ima tukaj pare. In te likvidnosti puli, likvidnostna jezerca, bazenčki so v parih. In lahko pač nekdo zamaje, ki ima veliko denarja, te bazenčke. Zdaj, na začetku bo tako, je pa na srečo Hexko narejen, da ne more iti na ničlo, tako kot Solana ali pa ostali, v bistvu, ki so padli na ničlo, medtem ko recimo za Bitcoin bi opozorila, on gre lahko na ničlo, ker zadaj nima ničesar, Bitcoin je balon. Zdaj, ena stvar, ki mi tukaj ni všeč, so, da bojo verjetno nižje kazni za odstejkanje, predčasno prekinitev pogodbe, kakor pri Hexu. To mi ni všeč zaradi tega, ker potem bojo imeli ti trgovalci in pa OG še več veselje. Bojo šli pač prek teh kovancev noter, namaz preko Hexa in bojo z velikim veseljem izčrpavali kovance. To je možno. V teoriji igre je to zelo, zelo možno. In nihče sicer o tem ne govori, ampak jaz pa vidim tukaj problem. Toliko za razmislek. Točem pa nobenega strašiti. Sami se odločite. Zdaj, prednosti je predvsem to, da ni fijev. Zdaj je meni je kar problem, pač, ko bom mogla odstejkati, to bom rabila kar nekaj Ethereuma, da bom odstejkala zadeve in minus bo in tako da. Ni mi fajn, pač ni fajn. Medtem ko tukaj ni tega problema, ni fijev, ne rabite plačati ničesar, niti ko se vloži stejk, niti ko se dvigne stejk.
nič, nobenih stroškov nimate, nobenih stroškov, ker se plačajo te stroški samo enkrat in to bo pač nekdo plačal, nekdo, ki ima denar, ne. Ker je decentraliziran sistem, tukaj ni možnosti goljufanja z inflacijo. Ni možno, da nekdo si izmisli inflacijo, da je visoka ali nizka ali kakorkoli manipulira in v medije spušča, glejte, ne vem, pričakujemo to pa to in pol, kaj se zgodi? Ljudje to verjamejo in ljudje planejo na to zadevo. Recimo, bencin se bo ful podražil in ljudje letijo kupiti ogromno bencina in seveda gre gor cena, normalno, zato ker je povpraševanje preveliko in gre cena gor in sami ljudje dvignejo ceno. In tega ne dojamejo ljudje, a ne, da se ne sme nasedati na različne manipulacije iz medijev. In največja manipulacija je politična manipulacija in manipulacija pač teh bank, s temi inflacijami. To je zelo velika manipulacija. Medtem ko HEX ima inflacijo vgrajeno v kodo, taka je, več kot 3,6 na leto ne more doseči, nemogoče, lahko je nižja, odvisna je od tega, kako se trg obnaša. To je fajn. Jaz vem, moja sredstva so tam varna, inflacija jih ne bo požrla. Inflacija dejansko tudi nič ni kriva tukaj, da sistem ne deluje. Ne, a ne. HEX sistem deluje ves čas isto. Zakaj? Zaradi tega, ker je koda. To je matematična koda. Tukaj ni ljudi zadaj, da bi pravila si izmišljevali. Pravila so na začetku narejena, vi greste prebrati belo knjigo, če se s temi pravili strinjate, enostavno vložite in to je to. Če se ne strinjate, ne rabite vložiti in to je to. In ste zmagali. Eno ali pa drugo. Predvsem morate pa poznati sistem. Poznati ga. Glejte moje videe, glejte druge videe, berite, pojdite brati bele knjige, naučite se. Na začetku je težko, potem pa vedno lažje. Iz leta v leto je lažje, v bistvu bolj domače ti je. Pa ti je to tako, kakor če bi z dolarji ali pa z evri plačeval. Čeprav vam povem, da dolar-evro sistem poznamo bistveno manj kakor kripto, ki je dosti bolj transparenten oziroma je transparenten. Tam se vse vidi. In lahko ugotoviš, zakaj se ena stvar na trgu dogaja. Zaradi tega, ker greš lahko gledati denarnice, kako se obnašajo, saj ne veš, kdo je zadaj, ampak se pol povežejo, no, pač določeni ljudje, pa ke tvitajo, pa objavljajo, pa povežejo pol določene denarnice z določenimi ljudmi, in njihova obnašanja in tako da ta vas je kar majhna, tale naša zemeljca, ni toliko velika. Glavno, to je sistem, ki je, meni je všeč, ke so ti šeri ful visoki, ker se jih ti šeri so, se pravi, delnice so vedno dražje, manj jih je, dražje so. In enemu posamezniku je zelo težko priti do teh delnic, in če nas je več, ko vložimo v to zadevo, je lažje priti do večjih do večjega TIŠ-era, do večje nagrade. Potem to je odlično za laike, za tiste, ki nimajo pojma, kako pač s temi stvarmi delati, ker pač DeepCatcher vam da navodila, sledite navodilom in to je to. Pika, a ne. Tudi jaz bom navodila objavila, sledite navodilom in ste zmagali, a ne. Če ne pa me najamete, pa vam jaz pomagam. Torej nagrade smo rekli, dobimo vse mi, zdajkarji. Zdaj, ja, v glavnem, še ena dobra stvar je to, da bo ti projekti, ti kovanci so privlačni za veliko ljudi in veliko ljudi bo šlo noter novih v HEX. Novi ljudje bojo šli, bolj preprosto bo za njih, lažje, hitreje bojo prišli noter in, za nas, ke smo že dlje časa v HEX-u, je to samo dobro. Zaradi tega več kot nas bo, manj bo nihala cena HEX-a in vseh drugih kovancev, bolj bo stabilno. Bolj ko bo decentralizirano, bolj bo stabilno.
Zdaj pa, kako se pripraviti na tole, a imam še kaj, ne, to je to. Kako se pripraviti, bomo šli na hitro pogledati. Najprej morate imeti prva stvar, likviden heks. Imejte ga na denarnici, lahko pa heks kupite takrat, v tistem trenutku, ko se bo to dogajalo. Je pa mogoče, ne vem, ali glejte na ceno, kdaj heks ima nizko ceno, pa takrat, da se ga kupa, ne. Spremljajte moj kanal Deepcatcherja, časa bo približno en teden, kar je čisto zadosti, da pač boste odreagirali. In najboljše, da si že prej naredite neki cilj, da se odločite, v kaj boste vlagali. A boste vlagali v vse, ali boste samo v enega, pa na koliko časa, pa koliko denarja, ne. To se pa odločite kar sami. Da se stvari izračunati, da se približno. Poglejte v mojih prejšnjih videih, imam tudi linke spodaj objavljene v opisih, kje preverite, kako preverite Intishares in vse te stvari in vse o heksu. Boste rabili kar nekaj časa, ampak nič hudega. Splača se. Splača se, da si enkrat pol finančno svoboden, pa da to predaš znanje tudi svojim otrokom, vnukom in tako naprej, ali pa sosedom, prijateljem, je pa tudi nekaj vreden. Ta čas, ki ste ga vložili. Zdaj, če ste recimo prejšnjo leto vlagali v heks, pa da ste na večji izgubi, kar je možno, potem dajte ta heks obdržati, vse kovance, dajte ga menjati pol magar za ta Team-Base in ga vložite še enkrat. Skupinsko ali pa sami, ne. To se odločite, kako boste naredili. Pojdimo na hitro še pogledati, tole sem hotela, recimo malo, da vam pokažem, na Uniswapu lahko, Uniswap je decentralizirana menjalnica in tukaj recimo za USDC je še najceneje oziroma USDT je najceneje, no, če menjate. USDC recimo DAI je malo dražji, govorim o tej ceni, se pravi za transakcijo. Recimo $3 pa še malo plačate, če menjate 90 evrov, dolarjev za heks. Tolikle hekse dobite, ne, pač na svojo denarnico. Pol, če greste recimo na Mačo, je pa Mača ima tudi recimo limit, se pravi, da vi lahko določite toliko pa toliko hočem plačati, pač nočem po 6 centov, hočem po 3 cente ali pa po 1 cent plačati in tukaj pač date ta limit. Ampak ta limit je en teden, približno. En teden. In potem poteče. Zdaj morate nekaj malega plačati Ethereum mreži tudi zato, da odobrite, ker vse te decentralizirani sistemi morajo najprej dobiti vaše dovoljenje za to, da lahko uporabljajo vaše kovance z vaše denarnice. Kar je sicer v redu, ampak je dodaten strošek. Potem, če pogledamo, se pravi, Uniswap bolj splača, tukaj je $4, tam je $3 v Fibiju. Zdaj, če gremo pogledat še Atomic Wallet, recimo, je pa isto, tako USDC imate tam $4, $3, če pa za Bitcoin menjate, se pravi isti denar, $90, pa imate, glejte, na Bitcoin omrežju je 18 centov transakcija. Tako da se tukajle mogoče malo bolj splača. Vam pa zaračuna Atomic Wallet tudi svojo provizijo, tako da spet pridete tam. Skoraj isto, dejansko, skoraj isto. Kako dobiti USDC? Tukaj v Atomic Walletu lahko direkt kupite, kupite lahko tudi preko MetaMask denarnice, ki je ne priporočam. In pa na centraliziranih borzah najbolj se mi je obnesla Kraken. Da se mi najcenejše, pa najbolj se mi je obnesla, najbolj je zanesljiva. To je to za enkrat, če imate
kakršnekoli, zdaj bom stop še takole, če imate kakršnokoli vprašanja ali pa komentarje, prosim, napišite spodaj v opisu. Hvala vsem, ki komentirate, tisti, ki ste recimo tudi zelo v kripto noter dlje časa, ko jaz pa poznate zadeve. Hvala vam za te komentarje. So zelo v redu. Jaz bi rada, da čim več mnenj in naših izkušenj pride v javnost, zato da ljudje primerjamo med sabo, izkušnje so različne, ni nujno, da je prav tako, kot jaz rečem, ni nujno, da je prav tako, kot nekdo drug reče, ampak če primerjamo stvari, pa probavamo drug od drugega, pa se lahko učimo, je to res super. In sem res vesela vaših komentarjev. Zelo vesela bom, če se naročite na moj kanal, ker to pomeni, da imam dobre vsebine in da jih želite, jih bom snemala še naprej. In seveda všečkajte, zvončka kliknite, zato da boste obveščeni, kdaj bom naredila naslednji video. In naslednji videi bojo tudi zelo, zelo zanimivi. Zdaj jih objavljam s sveta kripta, financ in pa tudi sveta prehrane. Tako da sveta podjetništva tudi, v bistvu zato, da vidite, da se da uspeti, pa kako se da uspeti, pa tudi, če si en Slovenec ali tam nekje iz ene vasice, Bogu za hrbtom, se da dobro uspeti. Tako da glejte moje videe, tudi recimo Roberta Roliha in tako naprej. Hvala za posluh, za pozornost in se vidimo pri naslednjem videu. Pa če bi radi še kaj, da posnamem, ja, napišite, kakor vidite, se odzovem, ne takoj, ker moram preučiti, ampak evo, sem posnela to, kar ste želeli. Lep dan, nasvidenje.